Bob leta 27. Bob Marko Radmilović je poslal močno sporočilo. Kaj praviš ti? Izjemno močno. Predvsem pa je spet povedal, da velikokrat na nekatere ljudi, ki jih medijski žarometi, medijski mikrofoni in kamere ne opazijo, ne, ampak so bistveni za ta sistem, da sploh stoji, v tem primeru zdravstveni sistem. Torej, ljudi, ki pridno, trdo delajo, jim je mar za ljudi, ki jih zdravijo, ki jim pomagajo, pa jih mogoče spregledamo. In predvsem ostro in pravilno se mi je zdelo, da je rekel, ne zajebavajte se. In po moje so ljudje slišali točno to, malo kot rečemo na Štajerskem, na gobec. Konkurenca je bila močna, izjave so bile pronicljive, hkrati duhovite in pa močne. Kako bi jih ocenil v bistvu in kaj nam poročajo? Bob leta vedno odseva, tako je voditelj povedal, duh časa, zeitgeist, torej je povzetek nekega leta, je kronika nekega leta pač skozi izjave, ne. Prepričan sem, da bodo v naslednjih letih žal verjetno Bobi vse bolj povezani tudi z še bolj globalnimi zadevami, ne. Čeprav tudi tokrat nekateri so nagovarjali te stvari, ne, ampak predvsem je Bob en tak dokument časa, je eno ogledalo tega, kaj se je dogajalo in kaj smo mislili, katere besede dobro opišejo to leto, misli in velja si jih zapomniti in mogoče iz njih potegniti nekaj, da bojo naslednje leto vsaj kakšen od teh Bobov dobil nek epilog, da bo neke stvari popravil, izboljšal, opozoril in tako dalje.